Kaos izbruhne na parkirišču Walmarta, ko policisti poskušajo aretirati osumljenca kraja v trgovini. Toda ta osumljenec je imel druge načrte. Spusti nož zdaj! Spusti ga! Spusti nož! Spusti ga! Spusti ga! To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law & Crime. Sem Elizabeta Milner. Tožilci pravijo, da ni imel noža v roki, imel je izvijač. Namesto, da bi se soočil z obtožbo za prekršek zaradi domnevne kraje v trgovini, mu zdaj grozijo desetletja zapora, ker ga je uporabil kot orožje. Je 5. oktober 2025. Smo v Mount Clemensu v Michiganu, mestu, ki je manj kot 30 minut severno od Detroita. Tistega jutra so policiste iz policijske uprave Sterling Heights poklicali v Walmartov supercenter na aveniji Van Dyke. Po navedbah policije je kupec zapustil trgovino, ne da bi plačal za svoje izdelke. A kot se je izkazalo, domnevni tat ni prišel prav daleč. Kaj se dogaja, fanti? Vse v redu? Ustavi se. Vzemi mi to. Vsi takoj na tla, prekleti! Podatki 930 kažejo na enega, ki se upira. Spusti nož! Spusti nož! Tožilstvo okrožja Macomb je domnevnega tatu identificiralo kot 32-letnega Joshua Millsa. Če pa previjemo nazaj in poslušamo posnetek telesne kamere druge policistke, lahko slišimo nekaj srhljivega. Kaj naj bi Joshua domnevno načrtoval, kako se bo to končalo? Hitro! Stavi se! Prosim! Elektrošoker! Ustrelil te bom, jebem ti! Spusti to, pizdati materina! Vrzi to! Vrzi to! Kupil sem tvojega zmagovalca! Vrzi to preklemano stvar! Vrzi to! Brody. Ustrelili te bodo. Rekel je moj policist. En temnopolti moški, ena temnopolta punca, oblečena v črn bikini. Bismillahirrahmanirrahim. Poslušaj, brat, ni vredno, brat. Ni vredno. Ej, globoko vdihni, to je samo globa. Ne deluje. To je globa. To je globa, brat. To je globa in lahko greš. Ni tako velika stvar. V redu je, ti si v redu. Obljubim ti, ni konec sveta. Obljubim ti, prijatelj. To ni nič posebenega. Ne, ampak konc koncev, to ni nič. Them. V tem trenutku so pištole upirjene v Joshua in dodatni policisti so na poti. Situacija se lahko obrne v katerokoli smer, a policisti naredijo vse, da ga ohranijo mirnega. Ni vredno. Hej, umiri se, prijatelj. Ni vredno, to je kazen. Kazen, brat, kazen in to je to. Drugi ima bombo. Več se severno od nas, jaz in David sva z moškim, ki drži mož. Obljubim ti, ni konec sveta. Obljubiva ti, prijatelj, to ni nič posebnega. Jaz ne vem, ampak to je nekaj, česar ne moreva. Poslušaj, brat. Lahko bi bila kazen, še vedno je lahko kazen. Vse to sranje ni vredno. Sva v tretji vrsti. Vzpostavila sva dialog. Ima izvijač v rokah. Govori o tem, kako daleč je šlo. Tit me je spravil do konca. Mrtev je. Edina stvar, ki je pomenila vse. Celoten namen dela. Bežal je proti severu, temnopolti moški, modri čevlji. All black. Vse bo suho, stari. Kako ti je ime? Kako ti je ime? Kako ti je ime? Kako ti je ime? Kako ti je ime, brat? Hej, moje ime je Garrett. Ne stori tega, brat. Deno, vsi skupaj, zaprite tista vrata. Ne stori tega. Ne stori tega. Jake, pazi na navzkrižni ogenj.
Govori z nami, brat, govori z nami. Briga me za življenje! Govori z nami, brat. Čez nekaj časa boš zunaj iz zapora. Čez nekaj dni, sinoči, sem svoji ženi odgriznil uho, ker me je prevarala. Hočeš se mi kupiti Dodgelasa, hočejo ubiti otroka. Sprosti se, človek, ni vredno tega. Vse sem že premislil, vso noč sem že razmišljal. Ni vredno tega. Ne sprejemaj odločitev, brat. Ne dovoli, da se časna čustva vodijo v trajne odločitve, brat. Si v redu, brat, to je že narejeno. 15 let je, odkar sva to naredila. Počakaj. Človek, pogovoriva se. Pogovoriva se. Sam pogovoriva se. Nisem zares. Ne, sem. Spit taser. Ja. Tako je. Spusti to, brat. Spusti to. Na prizorišče je prispelo več policistov. Zdaj imajo Joshua obkroženega z vseh strani. Na to stvari dosežejo točko, ko ni več vrnitve. Sem že pomislil na to. Sem. Sem že razmislil o vsem. Po noči. Ne sprejemaj odločitev! Že je narejeno. 15 let je, odkar smo to naredila. Počakaj, človek. Seveda mi to! Enkrat me je že poskušal udariti z izvijačem. V resnici nisem. Ja, sem. Enkrat sem ga zadel. Spusti to, brat. Odloži. Samo spusti. Teče proti zahodu. Verjetno že poznate postopek. Moramo malo preskočiti naprej. Zakaj? Zaradi YouTube smernic, seveda. Naj razložim. Ko je Joshua ponovno pobegnil, je še vedno držal izvijač v roki. Policisti so ga omamili s taserjem, a tudi potem se Joshua še vedno oklepa izvijača. Samo spusti nož, takoj! Spusti ga! Spusti nož! Spusti ga! Spusti ga! Spusti nož! Pusti ga, prekleto! Pusti ga! Pusti ga! A tudi za to boli! Pusti ga! Samo poskusi, samo poskusi. Ne. Že tako prestajam 15 let! O, ja, udari me v obraz! Spusti to! Zdaj spusti to. Oh no, ali mi boš vzel? Bolecina v prstu! Pusti zdaj. Mislim, da lahko. Postane tesneje, ko ga vzameš. Imam mikrofon. Pusti to. Daj mi neki bolečine. O, ja, gospod Stejs! Pusti to. Samo pusti to, brat. Končal si. Ne moreš nič narediti. Pod vplivom kupa drog sem. Ni me briga. Pusti to. Dobil bom srčni napad. Brat, ne pusti tega. Brat. Samo pusti to, stari. Pusti to, stari, ni vredno. Pusti to. Pusti to, človek. Pusti to, človek. Pusti to. Pusti to, človek. Zvij ga. Fante, zvijte ga. Eden naj ni poda luč. Pusti to. Moram biti. Prenega v komod. V redu. Brat, samo pusti. Ni vredno. Nož. Spet gre. Poglej to, kar daj. Spusti. Spravite ga na tla. Spravite ga na tla. Udobno se namesti. Zdaj, spusti, roka. Lahko sliši njihovo roko. Mislim, da je prav, kar je. Ne bi te smiješ. Šeri, holdi to streliti. Bom storil. Bom storil to. Mislim, da je on. Mislim, da si ti zraven. Mislim, da si zraven. Nočemo te ustreliti. Sem zajeban v tem primeru. Ne morem zadeti svojih hlač. Dejmo prekleto, naredimo stranski posel s česom. Dal te bom v svoje hlače. Nimaš FBI-ja. Je to vse, kar imaš? Si v redu, živ? Si v redu. Sem vrelo. Po navedbah tožilstva okrožja Macomb v sporočilu za javnost. Citiram. Ko je Mills ležal na hrbtu, ga je policist poskušal aretirati.
Mills se je hitro usedel in poskušal zabosti policista v obraz z izvijačem. Le za las je zgrešil policista. Bil je ves v črnem, modri čevlji, temnopolti moški, bori se nepošteno. Kje je? Kakšno predmeto vprašanje je to? Šel je skozi vrata na parkirišče. Osumljenec! Spravi dol! Jezus Kristus. Nemo ga obrniti. Še enkrat. Povem ti, izvol Marta so poklicali, dobili so me. Otakaj! Smith. Tukaj, Tom. Me slišiš? Poslušaj tega moškega. Koliko časa sem se upiral? Izključuje mene. Jaz. Premaknem. Redo, zdaj se lahko premakneš. Imaš morda piercing v obrvi ali kaj podobnega? Ja. To je to, je še kaj ostalo note. Prosim, samo dihaj, vse je v redu. Ti si na eni strani s časom, imaš eno pravo pijačo zanj. Ustavi se. To je sink tega. Predvaga. Še enkrat. Hej! Testem. Dejva se usesti po konci. Dejva se usesti po konci. Človek. Ti agresivnež. Dober si. Zmoreš. Ja. Ja! Ko imaš nož? Ko imaš izvijač, boš postal agresiven. Dames ne krademo, fantje. Garrett? Nočem poškodovati stal. Mislim, da ne. Si daj me skaj vzel za gasilce, veš? To je težko. Tudi on ima zožene zenice. Ja. Zložene zenice, ja. Ali jemlješ kristal, krek ali kaj podobnega? Sem, samo eno. Na kombiju imajo registrsko tablico. Rekel sem mu, naj razpiše iskanje. Imajo jo. In operativni center ima registrsko številko. On bo šel. Dobil je verjetno enkrat od mene, najmanj, in potem enkrat od vaših fantov. Bil je vsaj dvakrat ustreljen s paralizatorjem, najmanj. Lahko kdo zavaruje moj paralizator? Kje je? Nekje v tretji vrsti. Fernandes. Bog, zakaj si ti v redu? Srečnež? Dober si človek, dihaj, naprej. Nič ni tako resno. Zmoreš, nič ni tako resno. Boš, preživel bo še en dan. Za nočem govoriti s tabo. V redu, kar si naredil? Nisem hotel nikogar ubiti, nisem hotel nikogar raniti. Vem. Vem, da nisi. Vem. Ne želimo te ubiti. Zakaj bi nam to naprto? Zakaj bi to rekel? Očitno me bo prodal. Ja, skoraj me je zadeval z njim. Nisi spustil izvijač. Uporabil sem elektrošoker na njem. Ne glede na to, zgodbe o rasizmu in policistih. Nico. Samo vedeti sem hotel, kaj se dogaja. Ja. Ja. Torej, jaz in Jake prek službe za preprečevanje izgub, on in njegov prijatelj sta kradla. Vzpostavili smo stik pri vhodnih vratih trgovine, ukazali naj se ustavita. Takoj sta začela bežati. Rekel sem, da bom uporabil elektrošoker. In sem ga. Usmeril sem ga, imel sem dober stik. Pa del je. Takoj me je zagrabil. Ja, takoj je ostal, potegnil nož in enkrat zamahnil proti meni. Tako da sva oba vrgla. Izvijač, izvijač. Nekdo ga je zavaroval, ne vem kdo. Mislim, da ga je Liks vzel. Moral bi biti, poklical sem ga. Jazz in Jake. Jazz in Jake sva takoj uperila orožje van in poskušala začeti dialog. Začeli smo pogovor. Ampak si uporabil taser proti njemu, potem pa še enkrat. Padej, takoj spet stane. Torej ga sploh ni ustavilo. Za kakšno sekundo, ker se je začel zvijati kot delfin. Ampak ravno tako, Voren ga je ravno kar udaril, pa mu ni bilo nič. Tako da mislim, da je na kreku ali PCP-ju ali nečem podobnem. Tako je vstal z izvijačem v roki in je to naredil proti meni. Zato so oba potegnila orožje nanj. Kako blizu mu je prišla? Morda znotraj 1 metra, bilo je kar blizu. Hotel sem ga aretirati. V redu. Torej vas je poskušal zabosti z izvijačem. Da. Je bil Lopez pri vas? Bil je čisto zraven. No, šel je za drugim tipom, potem pa me je slišal, ko sem ga klical. Ko sem klical tisto, ne vem, karkoli že, ne vem.
ter je bil še en tak osumljenec. Ja, in on, Jake, je sprva šel za njim, potem pa sem jaz šel za tem tipom. Ni te udaril z izvijačem, kaj ne? Ne, v redu, ne. Torej, potem ko ga je omanil s paralizatorjem, je spet skočil po konci, tako da to ni bilo ravno učinkovito. Poskušal te je zabosti. Ja, hvala. Bil je na tleh, še vedno je sedel. Jaz in Jake sta začela pogovor z njim in ga skušala prepričati, naj to spusti. Veš, govorila sva mu, da ni vredno, pa tako naprej. Govoril je o tem, da bi ga policist ustrelil in da ni vredno in vse to. Tako da Kako ga boste prijeli? prišlo je več policistov. Mislim, da ga je Warren poskušal še enkrat šokirati, ali pa ga je tudi dejansko, in tako je pobegnil. Jaz sem to sporočil in tekli smo proti zahodu. Potem se je spotaknil. Neki tasga, ne vem, tukaj je padel. Res je, ne želim tega. O, res, v redu. In on sedi tam nekako tako z nožem, noče nič narediti, potem pa leži tako z njim. Potem pristopi Deli, jaz pa hkrati z njim. Poskušam mu izbiti nož iz roke. In potem smo vsi nekako skočili nanj, da bi ga obvladali, ker je imel izvijač še skoraj do konca. Bil je izvijač? Ni bil ploščati ali kaj tasga, ne vem, nikoli nisem rekel, ja. Premaknil bom glavo, da vidim, kje je taser, ko sem se udaril. Mary je rekla, da ga ima. Ne, stoj primir. Konec je. O, prav tam, puščanje, ti si izvijač, kaj ne? Prav. Torej je bil preprosto hiter, ker je takoj začel delati na tej storiji. Ja. Tvoj taser sem že zmanjšal. Tukaj je res nekdo prisoten. Ja. Imamo danes kakšne donacije za vas, gospod? Vem, kaj počneš. Tambodo. Ali. Ali jih lahko samo strgaš iz Tam. Tretje vrsta. Hej, lik! Ne vem, če si sploh pogledal ali imel priložnost, ampak na tretji vrsti, kjer smo naredili dodatno, bi morali biti uši. Sprašuje o njem, torej Frank. Bom poskusil. Oprosti za to, v redu je. Joshua Mills je bil obtožen 1 točke napada z namenom povzročitve hude telesne poškodbe. 2 točki napada, upiranja oziroma oviranja policista ter 1 točka tatvine v trgovini 2. stopnje. Ja. Tam pazi, da boš previden. Pred mojim osebstvom je izvijač. Da, gospod. Hej, ja, Sem poznaš mojo zgodbo, človek. tako to počnemo. Ampak že so te aretirali. Ni pomembno. Ja. Mogoče bi samo malo strese srce. Izvoli. Poslal ti bom. Lahko. Moram ga postaviti prav tukaj? Prosim. On je že tam zgoraj. Daj no, vstani. Pa idi dol. Poglej v kamero. Hvala, gospod. Prav, preveril vas bom. Si na telefonu? Ja, vsi ste v redu. Slišal vas bom. Sodnik je določil varščino za Joshua Millsa na $500 000. Izkazalo se je, da incident v Walmartu ni bilo njegovo edino domnevno kaznivo dejanje tistega dne. Po navedbah tožilcev okrožja Macomb je Joshua domnevno napadel svojo ženo v East Pointu v Michiganu. Tako je bil poleg obtožb zaradi napada na parkirišču pri Walmartu obtožen tudi napada z namenom povzročitve hude telesne poškodbe ter nasilja v družini v tem primeru. Joshua Mills se je na koncu glede vseh obtožb izrekel, da jih ne izpodbija, tako v primeru v Sterling Heightsu kot tudi v primeru v East Pointu. 16. aprila 2026 je sodnik okrožnega sodišča okrožja McCallum, Richard Coretti, obsodil Joshua Millsa na do 20 let zapora v obeh primerih. Kazni naj bi se izvrševali istočasno. Spletni zapisi oddelka za popravne zavode v Michiganu kažejo, da Joshua Mills prestaja svojo kazen v zaporu v Jacksonu v Michiganu. Njegov najzgodnejši možni datum izpusta je leta 2031. Če bo odslužil najvišjo kazen, ne bo izpuščen iz zapora do leta 2045, ko bo star 52 let. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.